Ja, v te sezone predvsem pričakujemo uveljavitev zopet mladih igralcev, eno lepo poletno igro, to, kar je že naša neka stalnica, vsaj kar se tiče mladih igralcev. Bomo pa s temi mladimi ob enem, dveh starejših igralcev, kolikor jih imamo, poizkusili priti v ligo šesterice. Sicer bo to zelo, zelo težko, ker smo dokaj mladi neizkušeni, ampak naš cilj je to. V prejšnji sezoni ste bili precej uspešni, dejansko vsi igralci, ki so nastopili v dresu Geoplina Slovana, so se uspešno prodali naprej. Točno to. Je neka naša vizija, da delamo igralce. Morda bi bil potreben nek bolj pameten dogovor tudi v Ljubljani o tem sodelovanju, da bi to šlo dvosmerno, ampak naša vloga je ta, delati dobro, vzgajati mlade igralce. Konec koncev imamo samo enega tujca, nenazadnje je to tudi pomembno za slovensko reprezentanco, za samo slovensko košarko. Zadržali ste tudi trenerja Gašperja Okorna. Zelo v redu, smo zadovoljni, z njim smo imeli sicer že dvoletno pogodbo z možnostjo prekinitve z ene ali druge strani, vendar smo oboje ocenili, da je sodelovanje smotrno še naprej, zadovoljstvo obeh. Sedaj je nekaj krogov že za vami, kako bi ocenili samo kvaliteto in moč letošnje izvedbe Lige Telemark? Ja, morda približno na takem nivoju, kot je bilo lani. Res, da se pozna, da je ta finančna kriza vse hujša, vendar še vedno se najdejo sredine posamezne, ki lahko zberejo dokaj kvalitetne igralce in igrajo z njimi to slovensko ligo. Mislim pa, da bi se moralo res dajati poudarka na vzgoji slovenskih igralcev, nenazadnje, kaj nam bo Evropsko prvenstvo in podobne stvari, če ne bomo imeli ekipe.